V osnovi ali pa, bom rekla, po zadnji pogodbi, ki je bila podpisana leta 2004 z izvajalcem gradbenih in obrtniških del, naj bi bila onkološka klinika oziroma bi morala biti, se upravičujem, pediatrična klinika končana do konca leta 2006. Rok se je potem, kot veste, znova podaljšal za pol leta. Potem so bila vložena nova finančna sredstva, nove pogodbe, 4 milijona evrov se je vložilo za to, da naj bi se pospešila gradnja pediatrične klinike. To je bilo v letu 2007, ampak do konca leta 2007 in, kot že rečeno, tudi do današnjega datuma projekta še nismo dočakali, se pravi, tega realizacije projekta. Se pravi, 50 milijonov evrov pa smo zopet dočakali ali pa bili priča številnim, bom rekla, aneksom k osnovnim pogodbam, ki so, bom rekla, celotno zadevo ali pa projekt nove pediatrične klinike podražile na 91 milijonov evrov. Jaz sem ravno zaradi tega, ker so zadeve zelo netransparentne in ker v javnost Ministrstvo za zdravje noče dati podrobnih podatkov o tem, koliko so stali posamezni projekti, posamezne pogodbe, posamezni aneksi. Danes na Ministrico za zdravje naslovila tudi poslansko vprašanje oziroma pobudo, v kateri jo prosim za konkretne podatke, kolikšna je dokončna vrednost izgradnje nove pediatrične klinike. S tem nočem dobiti zgolj in samo odgovora, kakšna je osnovna vrednost del, ampak je predvsem pomembno, koliko znašajo tudi različni oziroma stroški različnih nadzornih komisij, supernadzornih komisij. Naj samo omenim, v ta primer je bila recimo ustanovljena tudi tako imenovana nadzorna komisija pod vodstvom gospoda Borisa Kavace. Jaz sem dala že v lanskem letu poslansko vprašanje, kjer sem želela dobiti podroben odgovor, kakšen je sploh namen te komisije, kakšni so stroški delovanja te komisije, ampak do odgovora do danes nisem uspela priti. Jaz pravim, da je odgovorna ministrica, ne nazadnje Ministrstvo za zdravje, je proračunski uporabnik in zavezan tudi k transparentnemu poslovanju. Zato, kot že rečeno, ministrico pozivam, da predloži natančen prikaz porabe finančnih sredstev v okviru projekta Nova pediatrična klinika. Tukaj je sporna tudi zelo glasna analiza, ki jo je Ministrstvo za zdravje naročilo s projektom Perspektiva oziroma s podjetjem Perspektiva, ki naj bi ga vodila, jaz pravim naj bi ga, čeprav ministrica to zanika, ministričina znanka. Ta analiza je davkoplačevalce stala dodatnih 10 tisoč evrov proračunskega denarja. Kot sem videla sama in kot opozarjajo tudi gradbeni strokovnjaki, analiza dejansko pomeni neke vrste seminarsko nalogo, ki proučuje že znana dejstva. Tisto, kar bi jaz pričakovala od analize, ki je stala, kot rečeno, 10 tisoč evrov, je, da dobimo odgovore na ključno vprašanje. Kdo je odgovoren za nepravilnosti? Kateri so tisti dokumenti, ki nakazujejo na nepravilnosti v postopku? Pa, kot že rečeno, analiza, ki jo je pripravila Perspektiva, tega ne pove. Je pa mogoče ena zanimivost, ki je po moji oceni zrela za tudi kakšno kazensko ovadbo, za predajo na sodišče oziroma organom pregona. Ministrstvo za zdravje naj bi z izvajalcem del, še preden je bilo za projekt, recimo, pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje, sklenilo pogodbo o dodatnih delih v zneskih nekaj manj kot 4 milijonov evrov, poleg osnovnih 23 milijonov evrov za gradnjo klinike. To kažejo recimo znane pogodbe, ki nakazujejo na to, da so se dogajale nepravilnosti, da so se pogodbe sklepale celo za nazaj. Ampak v prvi vrsti, glede na to, da so pod te dokumente podpisani tudi ministri, nekdanji ministri, pravim, da so odgovorni in bi morali iskati odgovornost na strani tistih, ki vodijo politiko resornega ministrstva. Iz tega nedvomno izhaja, da naročnik Ministrstvo za zdravje s posameznimi ministri v preteklosti ni deloval kot dober gospodar javnih financ, ni deloval v nacionalnem interesu, ampak je skrbel zgolj za interese izvajalcev oziroma posameznikov,
pri tem pa so nekateri mastno zaslužili. In v tem sklopu nedvomno je tudi tista sporna zadeva okrog davčnega svetovanja s podjetjem Partner Fin, oziroma v tej celotni zgodbi igra pomembno vlogo eden izmed vidnih predstavnikov SDS-a, tako imenovani čudežni deček Domen Zavrl. Kolikor sem seznanjena, celotna zgodba je sicer šla oziroma je dobila okvire kazenske ovadbe s strani enega izmed davčnih inšpektorjev. Onkološka klinika, javni razpisi, verjamem, da vam je tudi ta zgodba poznana. Nekateri mediji so že govorili o tem. Jaz pravim, v prvi vrsti bomo počakali, kaj bodo dali rezultati tega zloglasnega javnega razpisa, ki je imel v preteklosti tudi nekatere nečedne ali pa sumljive poteze, tudi strani ministrice za zdravje. Kot že rečeno, bomo počakali na rezultate javnega razpisa, na izbiro ponudnikov in verjamem, da se bomo takrat tudi v poslanski skupini Lipa oglasili na dokončen izbor, na celotno dogajanje. Ob tem nekateri poudarjajo celo, da naj bi šlo za posle, ki nakazujejo na koruptivne ali pa klientelistične povezave, ampak to so zgolj neke insinuacije, ki zaenkrat še nimajo pravne podlage. Verjamem pa, ker sem danes dobila tudi anonimno pismo, ki opozarja ravno na to zadevo, da je zadeva zrela, da tudi Komisija za preprečevanje korupcije da odgovor. Še ena zadeva, na katero bi želela opozoriti, in sicer dotika se okrog zakona o duševnem zdravju. Jaz sem v sklicu novinarske konference zapisala, da bom govorila pač tudi o aktualnih zadevah v okviru Ministrstva za zdravje. In zakon o duševnem zdravju nedvomno je ena izmed aktualnih ali pa perečih zadev, ki se vleče že 13-14 let. Kolikor smo uspeli doseči pri Ministrici za zdravje tudi v okviru civilne iniciative oziroma svojcev bolnikov oziroma oseb z duševno bolezni oziroma motnjo. Ministrica za zdravje je obljubila, da bo zakon, ki je, kolikor je mene znano, usklajen tudi znotraj vlade, usklajen stroko, usklajen, kot rečeno, tudi s civilno družbo, da bo torej zakon dala v obravnavo na vladi. Jaz sem dobila odgovor na poslansko vprašanje, sicer ministrica je odgovorila 6.3.2008. V odgovoru čisto na koncu govori, da bo Ministrstvo za zdravje predlog zakona o duševnem zdravju poslalo v obravnavo na vlado v marcu 2008. Če držijo te navedbe iz odgovora na poslansko vprašanje, potem takem bi vlada, se pravi, morala sprejeti zakon še v tem mesecu, ga poslati v parlamentarno obravnavo v aprilu 2008. Jaz sem dala tudi pobudo, da vlada vnovič sprejme ta zakon v okvir svojega terminskega plana, normativnega programa dela za leto 2008. To pomeni, da bi zakon lahko dočakal sprejem še v tem mandatu.